Lep pozdrav, krasen nedeljski dan in že dolgo časa sem imel v načrtu, da bi se sprehodil po tej soteski. Na koncu naj bi bil slab. Upam, da mi bo uspel prijeti do slapa, ker vidim, da je zelo slabo prehodni teren. Bomo videli, kako je naprej. Tukaj je zelo usko. V pot bomo mogoče še pogledali za kakšno užitno divjo rastlino, ki zdaj spomlad začnejo rastlince malo pogana. Tako da jaz predlagam, da se kar odpravimo na današnjo, bom rekel, avanturo v neznano. Pejmo! Pljučnik za čaj, zraven če imaš močan okus po česnu, tudi če ga takole med prsti zmeljemo, ima vonj po česnu. Značilna suličasta oblika lista. Če imaš, je zelo ozdravilna rastlina, o temu jaz ne bi. Zakaj vse služi, če imaš? Skratka, če imaš, lahko uporabljate takole surovega, seveda, če vas ne moti ta močan okus. Drugače pa za izdelavo kakšnih namazov, čemaževa juha, lahko ga dodajamo tudi kakšnim kruhu, sploh. Jaz veliko takole si ga dam kar v kakšen sendvič ali karkoli, tako da meni je super. Tukaj sem pa že prele pokazal pljučnik, že samo ime pove pač, da je namenjen za zdravljenje dihal. Pljučnik posušimo in ga imamo pač za čaj. Lahko pa tudi surovega, v bistvu, svežega, takole uporabimo za čaj, če smo nekje odzunaj v preživetvenih razmerah. Evo, kopriva, mlada kopriva je tudi uporabna v prehrani. Mlada kopriva, če jo takole pogladimo, da uničimo tele pekoče dlačice, si jo takole malo pomencamo v roki. In lahko to pojemo. Takole naredimo kugelco. Če mas sem jedel, pa kopriva, okus koprive ne pride do izraza. Ga. Ogromno čemaža, tako da nazaj grede, si ga bom verjetno malo nabral za domov. Zanimiva kombinacija, trobentica, zraven pa pegasti kačnik. To je stropena rastlina in če ste pri nabiranju čemaža nepozorni, se lahko med čemažem tudi znajde tale pegasti kačnik, ki je pa stropen. Tudi užitna, lahko jo uporabljamo za čaje, za solate,
za kakšne juhe, prikuhe, marsikaj. Zraven tlele je pa ena zanimiva rastlina, to je pa stropena rastlina, pegasti kačnik. In marsikdo, če ni pozoren pri nabiranju čemaža, se lahko zgodi, da se med čemažem tudi znajde tale pegasti kačnik, ki pa je stropen. V bistvu največja razlika je v temu, ta takole v bistvu nekako ima zarezo noter, ker tale, kaj že, čemaž je pa suličast. Tako da pegasti kačnik, stropena rastlina. Lubentice, lahko tudi takole surove jemo. Zaradi tega ima ime trobentica. Trobentica ima tak prijeten okus. Cvetovi lopuha so tudi uporabni za čaje. Tako da spomlad je to ena prvih rastlin, ki začne cveteti in jo lahko uporabimo, posušimo in jo imamo za čaj. Krompirjevka ali divji regrat, skratka ta rastlina ima ogromno imen, tako da jaz jo poznam pod krompirjevka. Krompirjevka, če jo takole v rokah zmečkamo, zmeljemo, ima čist okus po krompirju. Uporabljamo jo lahko za razne prikuhe, tudi ne nazadnje kakšne solate. Meni je pa najbolj všeč, če se jo pripravi tako kot špinača. Krompirjevka je pač uporabna praktično celo leto, zdaj od spomladi pa do pozne jeseni. Tudi korenina je uporabna v prehrani. Gremo naprej po temole kanjonu, da vidim, kako in kaj tole izgleda.
če se znajdete v težavah, v nekih preživitvenih razmerah, je takale skala odlična rešitev. Dejansko imate meter pa pol prostora, ki je pod streho, na suhem. Tudi tle na tleh se vidi, da je suho, tako da super zavetje. Zdaj, mogoče še nekaj palc, takole z ene strani tle se zapre, na uni strani ogenj. To zadeva. Takole lokacijo si je smiselno na GPS označiti. Baterije mogo zamenjati, ok, bomo zamenjali. Evo, jaz imam lokacijo označeno, tako da, če bom kdaj rabil, imam krasno zavetje. Krasen tolmunček. Prišel sem v tale slap, tle se je moja pot zgleda po temu kanjonu nehala, tako da nekako se bom mogel vrniti. Zdaj na izbiro imam pač, da se vrnem po kanjonu nazaj. Sicer tle levo sem videl malo nižji dol eno živalsko stečino, ampak kar je tle gor je strmo kot pri norcih. Tako da ne vem, aj mi je za zaupati ali ne, da se ne bi kje zaplezal. Zdaj moram pa počas nekako tle malo priti. Tlele moram iti počas, korak za korakom, če ne, bom tle počakal. Evo, sto hudega sem ven. Na uni strani sem prišel do slapa, sem se obrnil, sem šel malo nazaj in sem zavil v drugo tole grapo in sem spet prišel še do enega slapa. Tako da gremo pogledati, kako pa ta zgleda.
prišel praktično do vrha, jaz sem prišel na eno vlaknico, ampak tle dol se moram nekako spustiti. Zelo je strmo, upam, da se nam kje zaplezel. Nič, pejmo. Evo, po temu hribu se jaz dol spuščam. Po pot sem dva gamsa videl. Tle dol moram prijeti. Strmo je pa kaj pri norci. Tle, v tej skali nekako bom poskušal priti. Glejte, koliko je strmo. Moram priznati, da je malo adrenalin pa dela. Moram priznati, da že dolgo časa nisem bil toliko vesel, ker sem avto zagledal, kot danes. Meni je uspel priti do avta, tale zadnji spust je bil kar, bom rekel, zahteven, na mestih celo malo riskanten, ampak včasih je šlo. Fino je, da sem imel palico, da sem se nanjo opiral. Po pot sem vam pokazal, povedal par užitnih rastlin, ki zdaj zgodaj spomladi začnejo rasti. Pogledali smo res lep slap oziroma dva slapa, res taka zapuščena, odročna grapa. Krasno, jaz sem užival v Doncu hoji, sicer res moram zdaj priznati, tale spust na koncu je na mestih malo delal takole, ampak je šlo. To bi bilo z moje strani za danes vse, pa lep pozdrav, do prihodnjič. Srečno!